bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Slovenijo je zajel ta val, skoraj že obsedenosti z tem turškim lepotcem Kemalom. In moram vam povedati, da meni čist dol visi, kar se tega tiče. Ampak, ko pa mi je kolegica povedala, da v centru Maribora obstaja turški frizerski salon, ki ravna lase na naraven način, ki ti dejansko te ušesne dlakce z ognjem odstranijo, ki dejansko oblikujejo obrvi z nitko, se pravi na tak bolj naraven način, no takrat so pa tudi mene začele zanimati vse te stvari. In tale krasen turški frizerski salon je danes v našem studiu, v naši dnevni sobi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vse to bomo danes pokazali. Najbolj se veselim tega ognjenega odstranjevanja ušesnih teh dlakic. Ampak za začetek pa, Ana, fen ni v redu za lase, ne? Oziroma ti likalniki pa take zadeve. To zelo poškoduje las. Poškoduje las. Ja. Zdaj pa, recimo, jaz nikoli ne dovolim likalnike, kodralnike, vse take zadeve, pa imam pa rada ravne lase, kakor imaš ti, recimo. Se da to, na kakšen način to rešujete v turškem frizerskem salonu? Ja, mi to rešujemo z krtačem in s fenom. In se da isto zravnati s krtačem pa s fenom kot z likalnikom. To lahko tudi prikažemo. Tudi kodre se da narediti z krtačo. S krtačo? Ja, s krtačo. Mustafa, boš ti to tudi demonstriral, ne? Seveda. Evo, da bomo videli, kako to dejansko gre. Mislim, da ne na našmo, tamle kolego ima prekratke lase. Tako je, ona boma. Evo, Ana, kar stopiva sem, da mu prepustiva prostor, da bo tole tudi demonstriral. Potem pa bova midve pokazale, pravzaprav boš ti pokazala tudi, kar se tiče oblikovanja obrvi z nitko, to tudi v nadaljevanju. Zdaj pa da vidimo, če bo to šlo, kako bo to šlo. Lahko. Ne, ni treba. Wow. No. Oh, wow, lej to! Wow. Tudi bolj hitro, bolj enostavno, ne? Hitreje, ne? Tako je, bolj hitreje. Če znaš. Tako. Če znaš. Če znaš. Ja, okej. Se pravi, brez kodralnika, brez vsega in tudi las ga ne poškoduješ tukaj, ne? Nič. Zaradi tega je likalnik prevroče, za las je tudi živo, ne? Toliko vročenja, pa las je počasi bo posuši, ne? Pol pa tudi posuši las je, pa ne raste več. Špičke skozi je uničeni, pa sam pada, ne? Treba fejst strič pol. Hvala lepa. Mustafa, kasneje nam boš pokazal tudi na kolegu, na kakšen način torej z ognjem vi v turškem frizerskem salonu odstranjujete te dlačice. Kaj nam boš pa še zdaj pokazal? Zdaj naredimo malo kodre, ne, z krtačem. Kodre? Tako. To so neke čudne tehnike. Čisto drugače vrtimo, kada je z krtačo. Tudi je bolj hitreje, ne, od Figaro. Ja. Ampak kje ste se pa to naučili? V Turčiji. V Turčiji? Ja, to je turški stil, prav prinesen iz Turčije.
Wow. Cnej, hitrej, manj poškoduje lase, to so same zmage. Ja. Bravo, iskrene čestitke. In v Sloveniji, torej v Mariboru, v centru Maribora imamo turški frizerski salon, no super. Boljš, da greš tja, ne, kakor pa, ja, dobro, turške nadaljevanke gledati, ne? Nisem jaz za tete nadaljevanke največji fan, ampak tole mi je pa zelo, zelo všeč. Ana, kaj pa obrvi? Brvi. Ker pri obrveh se mi zdi, da obrvi so okvir obraza. Ja. Ne? Če nimaš oblikovanih obrvi, zgledaš, kot da si bolan. No? Ja. Ampak a ni zanimivo, včasih so bile bolj take zelo, zelo tanke, a ne? Zdaj pa... Prihajajo v modo malo debelejše. Jaz jih oblikujem na starodavni način z nitko, takrat še ni bilo pincet, to lahko tudi pokažem. Odlično, bomo z nitko pokazali oblikovanje obrvi z nitko. Še prej pa mi lahko, Aida, poveš, ti sama tudi uporabljaš ta turški način, kar se tiče oblikovanja las. Mislim, a ni to tak skriti zaklad? Sama ne uporabljam, ampak oni mi to delajo, ker si sam to ne moreš narediti. Ne moreš? Ja. Pred letami sem imela ful uničene lase, preden sem začela delati v frizerskem, sem jih likala. Ja. Zdaj, ko mi fem frizuru delajo na toti način, nič nimam uničenih las. Nič uničenih las? Nič uničenih las. Da vidim, če je to res. Lej, toči, zdrave lase imaš. Hvala ti, da si to povedala. Evo, zdaj pa tole z nitko. To jaz ne vem, to ne vem, če ti bo ratar. Kako? Sploh, to je cvirn v bistvu. Ja. En del se da v usta. Ja? Ok. Danes, torej, dragi gledalci in gledalke, čudovita priložnost, možnost, turški način oblikovanja las, obrvi, vsega dejansko, kar je. In zdaj bomo videli, kaj se to... Wow. To me pa res zanima, kaj bo to. Starodavni način. Včasih se strga, ko fest. Ja, in to dejansko ji dlačice daje dol. Se spulje. Spulji se? Se ne odreže, spulje. In to je tudi boljš verjetno, ne, dolgoročno? Ja, pa še več gre ven. Še več gre ven? Pa dlje časa drži, da so oblikovane. Noro. To je to, v glavnem. In potem se oblikuje cele obrvi, zdaj že jih malo. Wow! Ja. Z nitko! Ja, ful dobro je. Kaj pa ženske, ki pridejo v vaš salon, pa ti nitko ven potegneš, ki hočejo imeti oblikovane obrvi, jih ja kaj prukne? Ja, ful so šokirane, ne? Kaj pa je to, kako pa to gre, a to gre s tem, se odreže ali se spuli, no normalno se spuli. Je fajn, drugače je boljš, da se spulijo, kakor da se... Da se spulijo. Zdaj, kar se tiče estetike, je boljš, da se spuli, ker če se odreže ali pa pobrije obrv, zraste nazaj debela, močna obrv, to si pa že ženske ne želimo, ne? In bolj goste so potem obrvi, ni fajn, ne? Boljše, da se spuli, polih je vedno manj. In potem na takšen način dosežemo to, kar dejansko želimo. Kako pa je, nekaj pa imate, ne turškega pri vas, in sicer japonsko vrisovanje obrvi. To sem že tukaj slišala. Kako to poteka? Kaj je tukaj dejansko pomembno? Ker vem, da vi ste zelo zavestni, uporabljate vse take bolj zdrave, hitrejše načine, tudi kar se barvanje tiče, imate posebne blagovne znamke preparatov, ki so bolj prijazni človeku. Kako je pa dejansko pri tem? Ja, pri obrveh je tako, da se najprej populi tisto, kar je odveč, se dogovori za obliko, z svinčnikom se izrišejo obrvi. Ja, bo tukaj pokazala? Ja. Tako, se pravi, najprej se oblikuje, da vemo, kaj bo včala, ko vladaš dol, ja? Se oblikujejo, ne? Ena oblika se naredi in potem, če se stranka strinja, se potem izriše obrvi. Eno vprašanje. Ja. Tete okrogle obrvi na okrogle, to meni ni všeč, ne? Ne, to ni več. Ker to se dejansko gleda, ne, glede na zenico pa tak, ne, kako se naredi. Fajn je, da je lok, da ima ženska lok, da se oko odpre, da je zgleda mladostno. Se gleda pa. Ja.
da gre tule z tem nosom, Tle se začne, pa tule s tem očesom, tak sem. tam se konča. Ja. Odlično. Kako pa pol s temi rezili pa to, ne? To mora biti neke finte posebne. Ja. Jaz sem zdaj že pripravila rezilo. Rezila morajo biti sterilna za enkratno uporabo, vsaka ženska ima svoje. Aha, lahko vidim tole. A to je to? Ja. Okay. Barve je fajn, da so čim bolj nealergene, mislim sploh, da niso, da so brez nikla, težkih kovin. Zdaj, če v glavnem se da barva, se da rokavice gor, se naneše in potem se tako vriše. Vse vriše dejansko. No, a to kaj boli, ko se vrisuje? Ja, malo. To je občutek je, kot da bi si pulila v brvi. Aha. Se pravi, koliko časa pa pol to traja? Tako. V tem smislu? Nekje 45 minut do 1 ure. Ja, koliko pa pol to drži? Odvisno od kože. Če je bolj masna koža, hitreje gre dol, mislim, se spira. Nekje 1 leto, leto pa pol. Masni koži pa nekje do pol leta. Aha. Ja, to ni odvisno od mene, ampak od kože. Ja. Ampak to ni tetoviranje? Ne, to je za 2 leti, no, do 2 leti. Tako se vedno manj se vidi, se spira in se skrči. Wow, odlično. So pa take barve, da ne potegne na zeleno ali pa na modro, pol na koncu. Ne? Ja, se to se mi zdi, da je bistvenega pomena. Mustafa! Gremo dalje, ne? Gremo dalje. Tole bo divja liga. Tole, a lahko dobim mikrofon? Evo, si ga bom vzela. Živiš v Sloveniji, sicer si iz Turčije, kaj ne da? Ja, 8 let živim v Mariboru, pa 7 let imam isto frizer. Aha, tudi frizer. Ja, tudi frizer. Ja. Odlično. Pa slovensko tako lepo gre, pa tako? Ne, včasih težko gre, ampak gre, a drugače mora iti. Mora iti, Ja. odlično. Kako bi pa rekel po turško, danes je lep dan, pozdravljeni. Bugün çok güzel bir gün. Herkese selamlar. Lepo, lepo. Pol vi tam ljudi, ki pridejo k vam, tudi kaj naučite, ne, po turško? Malo, ja. Malo. Ker jezik je malo zanimivo. Ja. Ampak Mustafa, tole me zanima, zdaj, ko je bila ta tudi turška nadaljevanka pa tak naprej, ne? Tako. Zdaj ste ful popularni, ne? Malo večja od prej, ne? Se ljudje ne bojijo tukaj teh turških načinov, ker očitno so ti bolj naravni, a ne, pa tak. Točno tako, ja. Ker ženske so zelo lepe, ne? Pri vas. Tudi tukaj je lepa ženska. Ja, tudi Slovenke smo Tako lepe. Hvala, ker si opazil. Kaj boš prikazal, kater turški način lepote boš dejansko prikazal? Turški moški so zelo lepi, ne? V tem smislu zelo, zelo urejeni. Urejeni, ja. Urejeni. Zaradi tega dol je frizeri bolj potrudi, ne? Ja. I frizeri ne misli samo, da 10 minuta strižem, pa čim prej gre stranka ven. Ampak si vzame cajt. Ja, mi bolj vzamemo sajt. Moški potrudimo 40 minut uho, obrvi, brado, vse delamo, ne? Za vsaki dlake delamo, eno po eno, ne? Ampak recimo, tukaj verjamem, da ste mogli konkretno izpopolniti tehnike, ker zelo močne dlake so, ne? Bolj, ja. Ja, super. A bomo videli zdaj tale z ušesom? Lahko, ne? Se pravi, z ognjem se bo to odstranilo. A grem jaz malo bolj stran sedeti? Ali bo to v redu? Tak, čisti iz preventivnega vidika. Se pravi, uporabila se bo bojda, da neka palčka, ne? Ti si to že doživel, daj? Kako bom pokazal? Ja, sem. Ja, ok, odlično. Evo, pripravlja se zadeva, Mustafa oziroma Ana, saj ti nam lahko razložiš, kaj se pravzaprav dogaja. Preden prižgeš palčko, lahko vidimo, kaj je to bilo? Palčke od bakr, ne? Kabel. Zdaj je ta gor vato. Ta tekočina je... Mi rečemo amonijak. Slovensko, kako se reče, ne vem. Ja. Ampak se uporablja to je samo zato, da zagori. Zagori? Ja, to sploh ni
bitno, Ne peče, bolj je ne? bitno, kako grejo dlačice, se odstranijo s tem. Aha, in kaj pa to zdaj delaš, ko takle, aha, Da kaj to delaš? ne bo preveč tekočina. Ne? Da ne bo preveč, da Tako ne je. šprica. Ne. Ok, zdaj se to užge, ok, in zdaj to gori. V Mi redu. bomo delali. Tak je način, ne? Pa tudi od tukaj je, če nekdo ima, ne? Ja, Tudi to očistimo od Polico. ognja. Tak, delamo. kaj peče. Looks better. Ja, dobro zgleda. A pa ga nič ne peče? Nič ne peče. Samo ne je, von pride, ne? Tak se mrdi. Zdaj ne peče, ne? Ja, kaj pa prej? Pol? Prej tudi ne. Prej tudi ne. In dejansko v ušesu ti požge. Tako, pa pol pereta čisto ostane, ne? Von je. Po Malo je lasih, vonj, ja. Po lasih, Po lasih, ja, ne? po dlačicah. Brez kemije. Brez, čist. Čist brez Naravno. kemije. Verjetno bi bilo dobro, da ljudem povemo, da tega ne probujejo doma. Ja. Tako. Ne priporočamo doma, ne? Wow, odlično. Res sem navdušena nad vsem, kar ste pokazali. Toliko mal dejansko, pa se včasih sprašujemo, ne, koliko so se včasih tako štimali, pa da so bili lepi, pa da so bili urejeni z vsemi temi zadevami. Danes pa, Ana, verjetno tudi ti sama opažaš tukaj enih preparatov, ki so povsem odveč. Ja, povsem odveč. Najboljše je na najkrajši način, najmanj škodljivo in da je na koncu dober rezultat. Da je dober rezultat. Ja. Super, hvala lepa za vse informacije. Torej, evo, danes je studio oddaje Klepet ob kavi pravzaprav se prelevil v turški frizerski salon, ki ga pa sicer najdete torej v centru Maribora. In dragi moški, to je to, na takšen način boste lepi, urejeni kot Kemal vedno, in to povsem brez preparatov takšnih in drugačnih. Veliko zanimivih stvari smo pokazali in ja, še enkrat opozorilo, tega ne poizkušajte doma, ne poizkušajte sami. Turški frizerski salon je z razlogom turški, kot vidite, so vsi tam, ki to skupaj ustvarjajo, imajo to v genih, to znajo, se prenašajo ta znanja iz roda v rod, tako da mogoče boljš, da tega res sami ne preizkušamo doma. Pa mogoče se tudi sama odločim za kakšno ognjeno zadevo. Če ni ustreznega prezračevanja, noben ne bo umrl zdaj od pomanjkanja zraka, ampak vrednost CO2 se drastično dvigne.